Dobro jutro, voščim vsem skupaj. Vsem udeležencem drugega mednarodnega kongresa smeha z naslovom Smeh dopolnilna terapija vam ob današnjem dnevu želim čim več smeha. Na prstnike, ki ste jih dobili zraven, boste še potrebovali, zaradi tega prosim, da jih nekam shranite. To bo tudi del vaj, ki jih bomo delali. In seveda današnji dan preživeli v čim več smeha, čim več druženja, čim več povezovanja in čim večji sproščenosti. Tako da vsi skupaj dobrodošli. Jaz sem pripravila, glede na to, da imamo slovenski in angleški del, za vse tiste, ki bi vas morda motilo, dejansko prezentacije vse v naših srečanjih, tukaj na tem kongresu bodo v angleškem jeziku, zbornike, ki jih imate na klopeh oziroma na stolih, imate tudi slovenske članke noter, tako da ste resnično oskrbljeni z materiali. Ob tej priložnosti bi se zahvalila tudi Fakulteti za zdravstvene vede, ki je tudi soorganizator današnjega srečanja, za to, da so nas tako velikodušno tudi podprli. Jožek, hvala lepa ti, super! V glavnem, jaz vas prav prisrčno pozdravljam, posnetek je mišljen bil sicer drug, ampak v redu. V okviru Mednarodnega inštituta za smeh in celotnega organizacijskega odbora vas prav prisrčno pozdravljam na drugem mednarodnem kongresu smeha in sicer na prvem strokovnem delu z naslovom Smeh dopolnilna terapija. Predavatelji in udeleženci današnjega srečanja prihajate iz Indije, Kanade, Nemčije, Avstrije, Srbije, Hrvaške ter seveda iz Slovenije. Soorganizator današnjega strokovnega srečanja, kongresa, ki sem jih tudi že prej omenila, je Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. In med nami pozdravljam vse udeležence s fakultete in še posebej gospoda dekana, profesor dr. Petra Kokola, ki nam bo v nadaljevanju spregovoril nekaj besed. Ob zaključku prvega mednarodnega kongresa smeha, ki se je odvijal lansko leto, smo se odločili, da bomo letošnje leto razdelili naše srečanje na dva dela. Na strokovnega in zabavnega, ki se bo nadaljeval v večernih urah. In ne le to. Na podlagi potreb in na pobudo stroke smo od začetka leta bogatejši za Mednarodni inštitut za smeh Maribor, ki ima vizijo povezati strokovnjake z različnih področij in držav, izvajati znanstvene raziskave o smehu in ga implementirati na podlagi znanstvenih dejstev kot nujno ter dopolnilno terapijo v vse sisteme družbe. Zelo sem vesela, da so z nami tudi rdeči noski, ki že zelo aktivno širijo smeh v bolnišnicah in tudi drugje. Cilj letošnjega srečanja je predstaviti znanstveno dokazana dejstva o smehu in njegovem vplivu na zdravje ter dobro počutje ljudi. Predstavite raziskave o jogi smeha v slovenskem prostoru in spodbuditi implementacijo smeha, humorja ter sproščenosti v okolja, kjer se ukvarjamo z zdravjem in dobrim počutjem ljudi, ter razmisliti, kako znanje o smehu in smejalne terapije vpeljati kot strokovni predmet v pedagoški proces medicinskih fakultet in fakultet za zdravstvene vede, ter seveda vse druge, ki se na kakršnikoli način ukvarjajo z dobrim počutjem ljudi. Glede na znanstvena dejstva o vplivu smeha je lahko le-ta ena od zelo učinkovitih in poceni oblik preventivne ter dopolnilne terapije za številna kronična obolenja, ki iz leta v leto naraščajo. S tem kongresom želimo postaviti nove usmeritve in nova znanja o pomenu smeha za zdravje ljudi, se med seboj povezati, izmenjati znanje in izkušnje ter kasneje seveda to vpeljati v naš vsakdan. Predvsem pa je cilj današnjega srečanja ne le, da poslušamo o smehu, ampak da se smejemo, družimo, zabavamo, zato imamo kar nekaj presenečenj. Ha, ha, ha.
Že sedaj pa vas iz srca vabim, da se udeležite prvega slovenskega tekmovanja v smehu. Kajti mislim, da takšne zabave, energije, smeha in ustvarjalnosti v smejanju ne morete doživeti nikjer drugje. Tekmovalci se še vedno lahko prijavijo in to pred samim začetkom tekmovanja, tako da vsi tisti, ki vas navdušimo, dobrodošli v našem večernem delu v festivalni dvorani Lent. In pa seveda tekmovalne panoge bodo prašičji smeh, vražji smeh, valjajoči smeh, smeh na kolenih in še kakšen. Torej vse, kar že obvladamo. In jaz sem prej, nekateri ste mi slišali, dajala intervju za Radio 1, se ne vem, in oponašala prašičji smeh, izgleda približno takole.